Danes v Pomurskem dnevniku kulinarično razvajanje na vrhu vinariuma. Koronavirus v Pomurju. Skupna kmetijska politika. Toča klestila v Pomurju. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes so v Lendavi predstavili novost, ki jo bodo ponudili v prihodnje. To je večerja, za katero bo poskrbela gostilna Rajh in v kateri boste lahko uživali na razglednem stolpu vinarium. Letos bo stolp vinarium praznoval 5. obletnico, tudi zaradi epidemije koronavirusa pa so v Lendavi poskrbeli za določene novosti. Ta projekt je bil, rekel, tako pisan na kožo, da se iz tega stolpa mogoče še dodatno nekaj da narediti. In tudi prepoznavnost v, bom rekel, našem Prekmurju ali pa tudi širše v Sloveniji, vsekakor pa tudi čezmejno, da se vidi, da se na tej lokaciji ne samo ugled, ampak tudi se neke druge dejavnosti dogajajo. Mi smo že dolgo časa razmišljali v tej večerji, iskali primeren koncept in pa seveda primeren trenutek. Mislimo, da je pravi trenutek sedaj. Kot veste, Slovenija postaja Evropska gastronomska regija 2021 in verjamemo, da je to lahko tisti del prispevek Lendave k tej skupni promociji na ravni Slovenije. Za kulinarično razvajanje bo poskrbela gostilna Rajh. Rajh seveda je pa drugi trenutek, kot veste, je prišel Michelinov vodnik v Slovenijo. Tudi z prihodom Rajha oziroma Rajh je pridobil eno izmed priznanj in verjamemo, da tudi na takšen način lahko Pomurje še bistveno bolj izpostavimo. Mi smo se z veseljem odzvali na povabilo, kjer bomo pripravljali 4-hodni degustacijski meni. To bo kar velik logistični izziv, skajti vseeno smo na nadmorski višini 44 metrov. Ta je ob tem razkril tudi delček tega, kar bo pripravil 12. in 13. avgusta. Izpostavimo mogoče glavno jed, kajti to je vseeno tista res tradicionalna prekmurska jed, ampak bo pripravljena na inovativen in mladosten način. To so dödoli z filejem mangalice. Izpostavil bi še tudi mogoče sladico, katero imamo zdaj na meniju kakšen mesec. To je ajde, med in mleko. To je zelo inovativna sladica. So plasti medenjakov z kremo iz prežganega meda in pa sezonsko sadje, ribez in maline. Podobne dogodke si želijo pripraviti tudi v prihodnje in nanje povabiti kuharje iz vseh 4 držav, na katere lahko gledate iz stolpa vinarium. Zagotovo so planirani, vendar pa jih trenutno nismo prostih terminov razpisali, predvsem zaradi aktualne situacije v zvezi z epidemijo. Vkolikor bo ta večerja uspešno izvedena, pa bomo ponudili nove večerje z tudi drugimi kuharji. Se pa ob tem v Lendavi obeta še ena novost, ki jo je danes predstavil župan. Na občini pripravljamo podlago za izvedbo oziroma za ureditev adrenalinskega športa za mlajše generacije oziroma mlajše po srcu, in sicer zip-lina, ki bo potekal z bližnjega Bükeš poimenovanega brega do neposredno bližino stolpa. Kot so še povedali, si želijo, da bi jim bilo vreme naklonjeno, saj bodo v primeru dežja primorani dogodek odpovedati. Situacija v občini Odranci, kjer so od petka v tamkajšnjem vrtcu potrdili 5 okužb, postaja nespremenjena. Ulice Odrancev so te dni bolj prazne, ljudje se držijo doma, nekaj vrveža je le v industrijski coni. Nekaterih koronavirus v vasi ne skrbi preveč, drugi se zaradi okužb počutijo ogrožene. Malo ja. Malo ja? Ja, seveda, malo se počutimo, ja, normalno. Ste zaradi tega sprejeli mogoče kakšne dodatne ukrepe, ste kaj bolj previdni? Vse ukrepe sprejemamo, pa se zaščitimo, pa tako je normalno to. Ne hodim po trgovinah, ne hodim po lokali, ne hodim v gostilno. Skoraj z nobenim, kar se z vami pogovarjam, pa še to se skoraj nimam kaj bati. Strah pred koronavirusom pa ni prisoten samo v Odrancih, ampak tudi v Radencih. Tam so se okužbe razširile v domu starejših občanov, kjer je trenutno v karanteni skupno 11 zaposlenih. Trenutno najbolj sporna točka nam je dom za ostarele. Po zadnjih informacijah, ki jih imamo 3 okužene med zaposlenimi, ki so na nek način ločeni od ostalih stanovalcev. Okužene niso imele neposrednega stika s stanovalci, saj delajo v domski kuhinji, kjer so po potrjenih okužbah uvedli dodatne ukrepe. Takoj
smo peljali že ukrepe dodatnega razkuževanja in čiščenja kuhinje in pa kljub temu, da je veliko zaposlenih v kuhinji zdaj v karanteni, torej odsotnih, smo znotraj kadrovskih kapacitet prerazporedili delo. Ena okužena v domu prihaja iz občine Sveti Jurij ob Ščavnici, dve pa iz občine Radenci, kjer so pred dnevi zabeležili sploh prvo okužbo od začetka epidemije. Mi smo že od vsega začetka se trudimo vsi same, ko bi čim manj bilo tega, ne. Pa se trudimo, pa smo previdni. Kakšne ukrepe oziroma kako ste previdni, recimo poleg maske? Roke si umivamo, pazimo, da nismo v velikih družbah, pa tak. Ja, razkožilo, maska. Razdalja tudi, sem že gospod eno mogla malo spomniti, pa bila užaljena. Tudi sam zdaj šibki, ker sem bil na operaciji in tako, da se kar držim, ja, po predpisih. Dom v Radencih ostaja do nadaljnjega zaprt za obiskovalce, kako resna pa je situacija v Odrancih, pa bomo videli v prihodnjih dneh. Trio predsedujočih Svetu Evropske unije, Nemčija, Portugalska in Slovenija je skupno izjavo zastavila glavna področja delovanja v 18-mesečnem obdobju na področju kmetijstva. Poglejmo, kaj je povedala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Skupna kmetijska politika je pravzaprav prepoznana kot ena najpomembnejših politik in zato je tudi ključno, da načrtujemo, se pravi, sedaj takšne ukrepe, s katerim bo kmetijstvo znova ukrevalo in se znova, se pravi, spostavljalo na enotno delujočem trgu. Menim, da smo znotraj deklaracije, ki smo jo uskladili z obema državama, predvideli in se dotaknili ravno tistih področij, ki so izjemnega pomena, ne samo za okrevanje, ampak tudi za nadaljnji razvoj kmetijstva in da so to tudi področja, ki so se pokazala kot izjemno občutljiva tudi v obdobju zdajšnje krize. Torej, spostaviti trden sistem oskrbnih verig, pri tem, da seveda je potrebno pozornost posvetiti vsakemu posameznemu členu znotraj te verige in tukaj je tudi nekako enotno prepričanje, da prav gotovo posebno pozornost zaslužijo prav tisti primarni pridelovalci, torej v vseh primerih pozornost zaslužijo družinske kmetije, ki igrajo pomembno vlogo znotraj vseh držav, se pravi, ki trenutno sestavljamo ta trio. Kar se tiče potem, se pravi, upoštevanja različnih okoljskih strategij in iskanja nekakšnega konsenza z oblikovanjem prihodnjih kmetijskih politik, o tem tudi pravkar govorimo v okviru Sveta evropskih ministrov. Tukaj bo potrebno iskati resnično kompromisne rešitve in predvsem pri tem ne zanemariti tiste primarne vloge kmetijstva, ki prav gotovo je pridelava in pa skrb za pridelava hrane in skrb za prehransko varnost, hkrati seveda tudi ohranjanje obdelanega okolja, ob seveda zavedanju, da je potrebno spoštovati in seveda izkazati poseben odnos in pozornost tudi na varovanje strateško pomembnih virov. Pomurje se tokrat ni izognilo nevihti, najhuje jo skupilo Goričko, kjer je klestila tudi toča. Za včeraj popoldne so bile napovedane nevihtne aktivnosti v Prekmurju, a nato je močnejša supercelična nevihta, ki je nastala na avstrijskem Štajerskem, vendarle oslabila. Kot so poročali na neurje.si, pa so preko Podravja in Prekmurja potovali ostanki nakovala nevihte iz Avstrije in ti so očitno le dosegli našo pokrajino. O močnejših nalivih, vetru in tudi manjši toči ter šodri so tako poročali na območju Moravskih Toplic, Andrejce in v Adriancih. Toča je povzročila tudi nekaj škode na vrtovih, vinogradih in drugih kmetijskih zemljiščih. V Selu so poročali tudi o izpadu električne energije. Zaradi slabše epidemiološke slike so v soboški bolnišnici že pred časom prepovedali obiske. Iz splošne bolnišnice Murska Sobota so obiskovalce bolnišnice ponovno pozvali k doslednemu upoštevanju navodil glede prepovedi obiskov. V splošni bolnišnici Murska Sobota zaradi resne epidemiološke situacije v regiji ponovno pozivamo k doslednemu upoštevanju navodil glede prepovedi obiskov. Prepoved velja za obiske vseh bolnikov razen obiskov na ginekološko-porodniškem in otroškem oddelku ter obiske iz pietetnih razlogov. Tam so obiski omejeni na eno zdravo osebo na dan za največ 15 minut, so sporočili iz splošne bolnišnice Murska Sobota. Ob tem dodajajo, da so prepovedani tudi poslovni obiski. Naročila in informacije o zdravstvenem stanju hospitaliziranih pacientov so možne samo na javno objavljenih telefonskih številkah. Vodstvo bolnišnice poziva vse k doslednemu upoštevanju navodil in prosi za razumevanje.
Jutri bo dopoldne razmeroma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, več o vremenu pa o vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 30 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 23, v Murski Soboti, Lendavi in v Radencih pa 24 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne razmeroma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj neviht. Jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru okoli 16, dnevne pa okoli 28 stopinj Celzija. V petek bo vreme še nestanovitno. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. V soboto bo sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 16, čez dan pa od 27 do 29 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav, redno zračite prostore in držite razdaljo 1,5 metra. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami v našo družbo, pa ponovno vabljeni prihodnjič. Bodite z nami.